Verjetno ste ta teden govorili z umetno inteligenco, ne da bi se tega sploh zavedali. Morda, ko ste poklicali svojo zdravstveno zavarovalnico ali banko ali preverjali rezultate testa. Zdaj si predstavljajte, da se to dogaja v vsaki bolnišnici, banki in obrambni organizaciji na svetu. Umetna inteligenca ne prihaja, že je tukaj. In pravo vprašanje je, ko naredi napako, kdo je odgovoren? Sem v pisarnah GeneAI v Tel Avivu in menijo, da imajo odgovor. Uporaba ChatGPT za pisanje e-pošte je eno, vendar organizacije uporabljajo umetno inteligenco za sprejemanje medicinskih, finančnih in operativnih odločitev, kjer imajo napake resnične posledice. In to je problem, ki ga GeneAI poskuša rešiti. Številne organizacije potrebujejo nekaj drugega. Gene zagotavlja osnovo za umetno inteligenco za kritične naloge. Umetna inteligenca za kritične naloge pomeni, da ima lahko napačna odločitev škodljive posledice. Gene gradi umetne inteligence, postavlja varovalke okoli nje in zagotavlja, da je umetna inteligenca natančna, odgovorna in dovolj varna za ključne odločitve. Skočimo 12 mesecev naprej. Imeli bomo na tisoče potencialnih rešitev in agentov umetne inteligence v uporabi. 10.000, 20.000, morda 50.000 zaposlenih bo vsakodnevno uporabljalo umetno inteligenco. Imajo otoke umetne inteligence, ki delujejo brez nadzora. Koliko to stane? Kdo je odgovoren, če gre kaj narobe? Če nimate osnovne infrastrukture umetne inteligence na podjetniški ravni v velikem obsegu, se ti majhni pripomočki pokvarijo. In to se že dogaja znotraj organizacij, za katere bi večina ljudi predvidevala, da imajo stvari pod nadzorom. Zaposleni uporabljajo orodja z umetno inteligenco, včasih celo več 10 različnih, brez kakršnega koli nadzora. Občutljivi podatki, zdravstveni kartoni, finančne informacije, vse to se vnaša v sisteme, ki jih nihče na vrhu ni odobril ali sploh ve zanje. Večina posameznikov nima pojma, kako izpostavljeni so, tako osebno kot poklicno. Podjetja razumejo tveganja, vendar je tempo uvajanja tehnologije hitrejši od njihove zmožnosti, da bi to ustrezno nadzorovali. In niso to samo tehnološka podjetja, to so vaš izvajalec zdravstvenih storitev, vaša banka in organizacije, ki jim zaupate svoje najbolj občutljive podatke. Kako to dejansko izgleda? Vzemimo za primer izraelsko zavarovalnico Maccabi Healthcare Insurance z 2,6 milijona članov vsak dan obravnava na tisoče pacientovih zahtevkov. Do nedavnega so veliko teh primerov pregledovali ročno, dokler ni bila vključena GeneAI. Samodejno obdelujemo več medicinskih kartotek, dokumentov, odobritev, prepisov telefonskih klicev. Pravzaprav ustvarimo povzetek primera ali medicinski povzetek. Analiziramo podatke in podamo priporočila za naslednje korake. Rezultat je predstavljen zdravniku v zelo prijazni aplikaciji. Predstavljajte si, da povprečni čas obravnave zmanjšate iz 30 minut na 3 minute. UI pospeši postopek, vendar končno odločitev še vedno sprejme človek. In to je model v zdravstvu, financah in obrambi. Sodelujete z obrambnim sektorjem in obveščevalnimi strankami, nekaterih tukaj sploh ne smemo imenovati. Kaj Gene počne v tem svetu? Predstavljajte si, da se odvija izredni dogodek. Tisoče senzorjev pošilja svoje podatke. Video prenosi, poročila ljudi, telefonski klici, zemljevidi, dokumenti, slike. Gene povezuje pike. Analizira ogromne količine podatkov in informacij. Sposoben je prepoznati nastajajoče vzorce veliko prej, kot jih lahko opazijo ljudje. V obrambi izziv ni le natančnost, gre tudi za varnost. Vsaka poizvedba v sistemu umetne inteligence, poslana izven organizacije, pomeni podatke, ki zapuščajo stavbo. Pri vojaškem in obveščevalnem delu je to resno tveganje. In zato najbolj občutljivi sistemi podjetja Gene delujejo popolnoma znotraj lastnega omrežja naročnika. Brez interneta, brez zunanjih strežnikov, nič ne sme zapustiti stavbe. Koliko zaposlenih ima Gene danes? Ja, v Izraelu imamo 130 ljudi in po svetu jih imamo še 20 več. V Singapurju, v Londonu in v New Yorku. Še ena ekipa na drugi strani se ukvarja z obrambo. Njeni člani prihajajo iz izraelskega Mosada in izraelskih obrambnih sil. V manj kot 2 letih je podjetje Gene zbralo $25 milijonov, podpisal pogodbe v vrednosti več 10 milijonov in razširil poslovanje izven Izraela. Njihovo tehnologijo že uporabljajo nekatere največje ključne organizacije v državi. Zdaj pa ta model širijo po vsem svetu. Verjamemo, da bo kritična umetna inteligenca postala samostojna kategorija, podobno kot kibernetska varnost.
Predstavljajte si umetno inteligenco, ki deluje dneve popolnoma samostojno. Imeti morajo te varovalke in to infrastrukturo, da je vse varno, zaščiteno in zanesljivo.